Fight Club Ljubljana. V Ljubljani so prisotni vse od leta 2000, ko je bil ustanovljen Klub bolirnih veščin Ljubljana. Od vsega začetka so se ukvarjali z boksom in kickboksom, potem so se pa leta 2006 preimenovali v prepoznavni FCL Fight Club Ljubljana. Multidisciplinski in 4 osnovne discipline pa obravnavajo, to so pa boks, kickboks, MMA in samoobramba. Lepo pa pozdravljen pri nas v studiu Sašota Vajkslerja. Sašo, pozdravljen. Pozdravljen. Si danes že opravil kakšen trening? Danes smo imeli že zjutraj 2 treninga, tako da imamo v bistvu te jutranje treninge, ki so zelo popularni, oziroma veliko ljudi se odloča za tovrstne treninge, da v bistvu že pred svojo službo naredijo ta ritual treninga. Tako da moram reči, da je to kar ena taka popularna oblika rekreacije. Po drugi strani smo pa potem tako izvedli en projekt, ki ga zdaj izvajamo, ki je aktualen, Ura prosti čas za otroke. Tako da sem v bistvu že 2 treninga naredil. Kako 2 treninga? Za odrasle in še za tako otroke. S kom raje delaš? Ja, boljše je v bistvu najraje delam s tekmovalci, tako bom rekel. Najbolj perspektivna ekipa je tekmovalna ekipa. Tudi pri sebi vidim ogromno enih izzivov v smislu napredovanja v tehnike, napredovanja v borbenosti, tako da to mi je nekako največji izziv in najraje delam s tekmovalci. Tako. Kaj so pa najbolj popularni programi pri vas? Kje imate največ opisanih? Klasični boks, kickboks, MMA? Kaj sploh je MMA? Lahko tudi povejo kasneje za tiste, ki niso tako poznani glede tega. V osnovi bom rekel, da je največ članov pri boksu. Tukaj imamo tudi največ skupin. Po Ljubljani imamo v bistvu našo bazo, bom rekel, imamo v Šiški, v našem FCL gymu, to je na Celovški cesti 172, za McDonald'som, drugače pa izvajamo trening tudi v Konex centru in pa v Cube Fitnessu. Tam imamo na obeh lokacijah imamo boks, čeprav imamo tudi na Konexu imamo tudi kickboks vzporedno, ampak tako, boks je dejansko najbolj zastopana disciplina pri nas in tudi največ, bom rekel, članov se ukvarja z boksom in tudi dejansko najbolj enostavna je, v tem smislu, da rabiš rokavice, ene superge in začneš delati, Lahko začneš boksati. Tako, začneš boksati, Drugače pa tako rekel, da tudi kickboks dosti ne zaostaja, je tudi zelo popularna oblika rekreacije, seveda pri kickboksu so vključene še noge, nožni udarci. S tem dobiš neke prednosti, malo na prožnosti, nek drug način treninga. Pa spet, po tretji strani je pa tudi MMA zelo popularna veščina. Kaj sploh pomeni MMA? Kratica MMA pomeni Mixed Martial Arts. Mešane borilne veščine. Tako, mešane borilne veščine, kjer se dejansko vse veščine zmešajo in postane neka poseben način borbe, MMA način borbe. A to je tako, ki se potem v kletki? Tako, če gledamo tako iz tekmovalnega vidika, je to borba v kletki, tako je. Tam Hrvati so imeli enega kar uspešnega. Ja, Hrvati imajo več. Tako, ja. Hrvati imajo več uspešnih borcev v MMA-ju. Zdaj trenutno, seveda Krokop je njihova najbolj razpoznavna znamka ali pa bom rekel najbolj razpoznaven borec tudi na širši regiji Balkana, na primer. Drugače pa zadnja leta bil zelo popularen ali pa bom rekel prvi v UFC. UFC je organizacija, kjer se borijo MMA borci in v super težki kategoriji je bil zadnja leta na prvem mestu Stipe Miocic. On je sicer hrvaški korenin, ampak živi v Ameriki, Tako da Hrvati imajo nek duh, ali kako bi rekel, borben duh, ki zelo dober ven dajo to v borilnih veščinah. Konec koncev tudi v boksu so oni zelo aktivni in zelo
prodorni. Ne. Tako. No, vse v boksu ne smo bili tudi mi, ne, imamo Zavca. Kako pa kaže tako za naprej v vašem klubu, kakšno perspektivno ime? Imaš kakšnega mladega, ki se reče, tale pa bo. Ja, delamo, trudimo se, vsak let pride kakšen nov, je pa tako, da rabiš itak par let, da narediš enega dobrega borca. Trenutno je najbolj, bom rekel, aktiven ali pa perspektiven Aljaž Šircelj. On je v bistvu član, 20-21 let star, redno obiskuje vse te velike tekme. 3 tedne nazaj se je udeležil evropskega prvenstva v Italiji. Zelo dobro odboksal, sicer izgubil, ampak jaz sem bil z borbo samo zadovoljen. Seveda, lahko bi bil še pač korak višji, da bi šel eno kolo ali pa 2 kole naprej, ampak korak za korakom, ne. Po drugi strani nastopa Aljaž tudi v regionalni ligi. To je v bistvu regionalna boksarska liga, ki je bila ustanovljena pred časom, pred slabim letom, strani srbske boksarske organizacije, se pravi Boksarske zveze Srbije. Njih podpira tudi vlada, srbska vlada, in v bistvu vlagajo, bom rekel, in čas in denar in pač vse v boks, v bistvu veliko vlagajo v boks, in oni so ustanovili to regionalno ligo, v katero so udeležene pač vse republike bivše Jugoslavije. In v tej ligi tudi mi nastopamo. Pač v Sloveniji smo zbrali, oziroma je prišlo do tega, da smo ali pa so izbrali, no, kakorkoli, ekipo Maribor. To je pač samo naziv, pod katerim dejansko vsi Slovenci nastopamo, in dejansko tudi nekaj Ljubljančanov nastopa za to ekipo Maribor. Med drugim pa tudi Aljaž Šircelj. In zdaj nazadnje v Belini, dober teden nazaj, je imel borbo z njihovim kapetanom in ga je premagal, no. Tako da imamo zelo veliko perspektivo in delamo, oziroma pač plane imamo za naprej narejene. Zdaj konkretno konec avgusta je neka tekma Maribor Cup, je neka preizkušnja pred novo sezono, tako da to je naš prvi cilj. Potem državno prvenstvo, verjetno v septembru. V oktobru nas pa konec oktobra čaka svetovno prvenstvo, če bo seveda vse v redu, v Beogradu. Tako da ciljev imamo za to leto kar precej. No, to do Beograda ne pa še lahko gremo. To je pol za nas, ni toliko stroška s potjo vsaj. To je... Kakor če bi bilo na Japonskem. Definitivno. Ti, Sašo, povej mi, kakšne so pa predispozicije za nekoga, da bi se lahko ukvarjal z borilnimi veščinami, ne? Zdaj si rekel, da si že odvodil trening tudi za mlade, ne? Kdaj je primerno, da se mladi začnejo ukvarjati z borilnimi veščinami, ne? In tako, a že vidite koga, ko tako rečete, ja, ta bi bil pa dober, ne? Za košarko vemo, lega, koliko je visok, ne, ta bi bil pa dober košarkaš, kako je pa z borilnimi veščinami? Ja. Zdaj, mi v bistvu v naših programih je tako, da v bistvu sprejemamo otroke od 5. leta naprej. Posebej smo pred časom, leta nazaj, ustanovili tudi boksarsko akademijo za otroke in boksarsko akademijo na splošno. Namreč specializirali smo se v boks kot borilno veščino in smo probali to v bistvu znanje še poglobiti, zato smo pač ustanovili to boksarsko akademijo, s katero smo štartali v popularizacijo boksa od nekaj 5. leta starosti naprej, ne. Tako da v boksarski akademiji imamo programe od 5. do 7. leta, potem od 8 do 12, od 13 do 15 in pol od 15 naprej. Tako da dejansko, kdaj naj otrok začne se ukvarjati z borilnimi veščinami, v bistvu čim prej, ne. Zdaj, nekatere borilne veščine imajo tudi celo prej, na primer judo pa karate mogoče celo prej začnejo, oziroma bolj judo, no. Ampak mi smo v bistvu pri boksu postavili to mejo nekje od 5. leta naprej, tako da tam razvijajo pol otroci razne motorične sposobnosti. Delamo tudi pri otrocih
v duhu, oziroma imamo en slogan, ki se mu reče, otroke naučimo hitro odreagirati. Ne. Pri boksu moraš nekako znati hitro odreagirati, če se hočeš v udarcu zmakniti in hkrati tudi nasprotnika zadeti. In to je na slogan, ki pol tudi malo širše prenašamo, ne samo v borbo, ampak tudi konec koncev v življenje. Tudi v življenju se je treba zelo hitro obrniti, odreagirati, če hočeš pač v enem trenutku se pravilno postaviti. Ne. To pa definitivno. Se mi zdi, da vsi športi dajo neko dobro podlago in neke osnove tudi potem za uspešno življenje naprej, ne? Če jih apliciramo potem tudi na življenje na splošno. Sašo, zaenkrat hvala. Na hitro bova skočila v oglase, med oglasi mi lahko kakšen gib pokažeš. Ko se pa vrnemo nazaj, pa nadaljujemo pogovor o Fight Club Ljubljana, kaj vse lahko z njimi trenirate in kaj nas čaka v prihodnje. Ostanite z nami, se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo, pogovarjamo se o Fight Clubu Ljubljana. Moj gost je Sašo Vaiksler in govorijo o vsem, kaj Fight Club Ljubljana ponuja. Boks, kickboks, MMA, samoobramba. Kako je s njimi samoobrambnimi tečaji? Primerni za vse? Zame? Definitivno. To pač so primerni za vse. Imamo pa dva tipa. Eden je pač za vse v bistvu, eden je pa prav v bistvu imamo samoobrambo za ženske. To so tudi posebni programi, ki jih organiziramo enkrat, dvakrat na leto. Čeprav moram reči, da zdaj zadnjo leto nismo niti nič organizirali, ker je vse skupaj bolj obstalo, ampak v prihodnosti pa sigurno še kaj. Ne? Še kaj. Kako pa je bilo zadnje leto za vas? Ne? Mnogi športi so imeli veliko težav, ne, zaprte so bile telovadnice, delati je bilo treba nadaljavo. Ste se vi tudi poslužili Zoom, Skype treningov? Ja, dejansko smo naredili tako. Ne. Mi septembra in februarja delamo vpise in te vpise delamo v začetne programe vseh veščin, ki jih pač vodimo. In seveda, septembra smo vpisali vse člane v ta program, potem smo pa oktobra, mislim, da je bilo sredi oktobra, smo začeli zapirati in potem smo vsem članom ponudili neko alternativo, ki je bila seveda neko bližnjo vse skupaj. In smo v bistvu izvajali malo treningov preko neke skupine, ki smo imeli na Facebooku, tako da smo probali malo interakcije preko zaslonov narediti. V končni fazi je bilo tako, no, kako se je to izkazalo. Na začetku je bila mogoče zagreto zelo velika, jih je bilo 20 do 25 gor, kasneje, ne, po 2-3 mesecih je pa to zelo padalo, so pa, tako bom rekel, samo peščica je vztrajala pol, 5-6 jih je bilo gor, najbolj zagretih, tako da je neka alternativa, tako bom rekel, boljš kot nič. Po drugi strani pa tudi tako, ne, držiš nek stik z člani, ki jih ne vidiš, in tako, neka alternativa je, no, ni pa to pač vadba v skupini, no. Ko se ne da, to rabiš, ne, to je borbeni šport in tukaj rabiš imeti nasprotnika na nek način, da lahko potem tudi ti rasteš, ne, kaj se doma lahko delaš, mogoče na reakcijskem času, pa na kondiciji pa to, ampak koliko si pa naredil dejansko, pa šele vidiš potem, ko imaš boj, fight, meč. To je res po eni strani, po drugi strani pa dosti delamo tudi te boksarski treningi niso vsi usmerjeni v borbo, ne. Pri boksarskih treningih se dela ogromno enih prvin ali pa tudi pri drugih treningih borilnih veščin. Konec koncev se naučiš skakati s kolebenco, delaš razne koordinacije, razne premike, korake in razvijaš neko motoriko. Tako da to se da nekako prek Zooma delati sam vseeno. Duh skupine je duh skupine, ne. Ti, ki si v skupini, imaš ti dosti večji drive kot pa pred računalnikom, ki si sam doma, ne. Tako da tisti največji nadebudneži, največji entuziasti so na koncu stali pred ekrani, vsi ostali so pa najbrž kaj po svoje delali, ne. Ne, vsi so delali pa po svoje. Zdaj pa spet treningi potekajo normalno, no, zdaj res poletje, ne, verjetno ni več toliko ljudi v Ljubljani, že kdo po dopustih, na počitnicah, pa drugače. Kako zdaj le teče FCL? Zdajle trenutno smo kar aktivni, ne, čeprav trenutno, bom rekel tako, končujemo z vsemi temi rednimi programi.
Tako da ta teden tudi dejansko zadnji teden, ko vodimo te naše redne treninge, potem gremo za en teden na poletni kemp, potem pa imamo po poletnem kempu razpisan poletni program do konca avgusta, potem pa v začetku septembra začnemo spet z vpisom novih članov in pač s temi novimi programi v novo sezono, ne. Tako da september je pravi čas, ne? Kdaj zaključite vse zapise? Kdaj morajo ljudje vedeti, kdaj se lahko prijavijo? Ja, mi dejansko začnemo že 1. septembra z vpisom. Tako da pač prej, ko se prijaviš, boljše je. Boljše v tem smislu, da hitreje padeš noter v proces in tudi več treningov imaš v bistvu za sabo, ne, konec koncev, ne. Sprejmete pa ljudi tudi kasneje, seveda. Ne, absolutno. Ne, ja. Vpis ponovadi traja nekje do sredine oktobra, ne. Tako da nekje en mesec pa pol je vpis. Potem pa načeloma, seveda, če bo vse v redu, naprej skupino zapremo in to skupino potem peljemo do februarja, potem pa naredimo ponovni vpis, nadaljevalni del oziroma tudi še enkrat začetni del za tiste, ki se na novo vpisujejo, ne. Ki se na novo vpisujejo. Kje pa potekalo tele boksarski tabor? Si rekel, da ga Ja. imate poletni, to je namenjen vašim članom, mladincem, najmlajšim, vsem? Ja, ta tabor, v bistvu kemp, letos organiziramo v Bohinju. Te lokacije pač vsako leto malo menjamo. Lansko smo bili na primer v Kolpi, letos gremo v Bohinj. Je pa tako, da organiziramo za ta kemp v bistvu za najmlajše in seveda tudi za vse ostale. To je dejansko naš FCL kemp, ki je namenjen za vse naše člane, ki trenirajo boks, kickboks ali MMA. Tako da dejansko vsi, ki si hočejo poletje malo popestriti ali pa narediti nek aktiven dopust, se prijavijo na ta kemp in naredijo še en dober teden, bom rekel, treningov. Hkrati pa seveda tudi eno druženje, ki je malo drugačno kot samo na teh klasičnih treningih, ker prideš na trening in greš. Tam enostavno smo en teden skupaj, se družimo, kopamo, v glavnem veliko treniramo in je res super zadeva, ne. Kickboks not v jezeru, pa to, da je malo več obremenitve za nogo, veš, mora brca iz vode ven prije. To je tudi ena varianta, ampak to prijemo bolj v bistvu na plažo, da se pač vržemo noter, malo pokopamo. Tako da zabavno je pa sigurno, se najde zmeraj trenutki, ki je tudi veliko časa za zabavo pa za hec, tako da Imate tudi pol kakšen filmski večer? Gledate kakšne tipične boksarske, kickboksarske filme kdaj? To smo probali bolj pri otrocih, ne. Smo naredili dejansko filmski večer za otroke. Za odrasle pa več ali manj zvečer imamo itak večerni trening, pol po treningu damo pa prosto, tako da vsak dan probamo neko animacijo narediti. Ne vem, čisto konkretno, zelo so popularne te razne družabne igre, karte, Activity, Monopoly, tako da tole imamo kar zasedene večere, hkrati pa tudi en večer malo zakurimo ogenj, naredimo malo tabornega ognja, kaj popečemo, kupimo kakšne hrenovke ali pa pač neke zadeve in se malo še na ta način popestri zadeva, ne. Imajo vaši profesionalni tekmovalci, ne, te, ki se dejansko ukvarjajo, potem tudi kakšne posebne diete, da boksarji več beljakovin, tako nekaj? Ja, zdaj tako. Dejansko mora tekmovalec, ki je v nekem trenažnem procesu, paziti na prehrano. Vsak sam si seveda prilagodi to prehrano in paziti na neke kile, ki jih mora imeti, ne. Se pravi, zdaj več kil, ko odstopa na tekmi, težje je, ne. Se pravi, več kil mora pol dol dati, ne. Da ne pade slučajno v višjo kategorijo. Tako, ja. Ne. Najbolj idealno bi bilo seveda, če bi vsak lahko držal skozi iste kile, ampak v praksi je tako, da ponovadi se trenira z višjimi kilami, ne, potem pa v bistvu pred tekmo vsak tekmovalec spusti nekaj kil, ne. Pač različno, eni po par kil, eni 5 kil in tudi več. Je pa tako, vsak mora po svoje malo paziti na prehrano, tudi na pred število obrokov, drugič pa tudi na količinsko na obroke, tako da tekmovalci morajo absolutno paziti na prehrano, ja.
in piti dovolj vode. Ne? Hidracija. Absolutno. Si pa predstavljam, da je zelo pomembna. Sašo, najlepša hvala za tvoj obisk v studiu, da si nam predstavil Fight Club Ljubljana, vse, kaj ponujate in tudi kam greste. Sprav čaka na svetovno prvenstvo, si rekel, v Beogradu. Tako je, v Beogradu, ja, konec oktobra. Oktobra. Tako da to bo izpeljano 100%. Ja, kaj pravijo, kaj organizatorji? Zdaj mi se pripravljamo, v Srbiji se tudi na veliko pripravljajo na ta dogodek, tako da sigurno bo, ne bo, če bojo prišli neki ukrepi oziroma če bo porast okužb zelo velika, bo najbrž malo se skupaj pomirilo, oziroma jaz mislim, da izpeljali bojo, samo bojo malo bolj mogoče strogi pogoji, kar se tiče vstopa na prizorišče in tako naprej. Ampak praksa je ta, da na vsako tekmo, ki smo šli do zdaj, tudi na balkansko prvenstvo smo šli, mislim, da še mesec, dva nazaj, v Zagreb smo mogli vsi narediti PCR test, kljub temu, da smo nekateri preboleli, nekateri so tudi cepljeni. Tako da je nek protokol na vsaki tekmi, ki ga mora tekmovalec narediti, da lahko nastopa na tej tekmi. Tako da mislim, da nekih drugih omejitev ne bo. Pač vsak bo mogel dokazati, da je ali cepljen, ali da je prebolel, ali pa konec konca, da bo imel PCR test in zadeva bo sigurno na ta način speljana. No. Tako. Koliko časa boste pa izvali še? Hura, prosti čas! Hura, prosti čas izvajamo samo ta teden. Samo ta teden še? Ja, samo ta teden. Potem imamo pa še, se pravi, konec avgusta, bomo pa v sklopu Boksarske akademije za otroke izvedli še ta zadnji del pred šolo, tako da v bistvu to bomo dali, lahko si pač na naši spletni strani tudi pogledate. Verjetno bo to, mislim, okoli 20. avgusta, da bomo to speljali. 20. avgusta. Tako slišali ste iz prve roke, FCL Ljubljana, Fight Club Ljubljana ponuja marsikatero možnost za vašo rekreacijo, pa tudi profesionalno športno pot, če bi si želeli, tako da le obiščite njihovo spletno stran in se pozanimajte, kdaj in kje se lahko vpišete v njihove programe. Sašo, najlepša hvala za obisk in še veliko uspeha naprej na vaši športni in profesionalni poti. Hvala za povabilo. No, mogoče moram pa jaz tudi, da je kakšen trening pridete. Sam ne me za vrečo uporabljati pol. A veš, ker sem malo bolj rotonden. Sašo, res še enkrat najlepša hvala. Mi na hitro v oglase, po oglasih pa še enkrat aktualne novice, promet in vreme in pa seveda zaključek oddaje. Ostanite z nami, se gledamo.